Dragi gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo VV Faktor. In kot že veste, resnica boli, komentarji še bolj, pa ni vseeno, kdo kaj reče. Državljan Vili Kovačič je na ustavnem sodišču premagal Mira Cerarja in njegovo vlado. Zakon o drugem tiru, sicer potrjen na referendumu, ne velja, oziroma zakona o drugem tiru vlada še ne more izvajati. Ustavno sodišče je namreč ugotovilo na podlagi pritožbe državljana Vilija Kovačiča, da je zakon o referendumu in ljudski iniciativi v neskladju z ustavo, vprašanje razveljavitve referenduma o drugem tiru pa je prepustilo Vrhovnemu sodišču. Jurij Toplak, znan ustavni pravnik iz Maribora, že napoveduje, če je vlada v kampanji imela preveč vpliva, je treba referendum ponoviti. Povedano drugače, Vili Kovačič v sodnih postopkih premaguje pravnika Mira Cerarja in njegovo vlado. Danes pa bomo za vas komentirali, ali je možno, da na junijskih parlamentarnih volitvah res zmaga lista Marjana Šarca, ki v ankete celo brez programa in brez kandidatov za poslance uvrščajo na sam vrh lestvic javnega mnenja, ter napad na nekatere medije, ki so minule dni poročali o dogajanjih na ljubljanski osnovni šoli Poljane, kjer sin vrhovnega sodnika Miodraga Đorđevića in državne sekretarke na ministrstvu za pravosodje Tine Brecelj izvaja nasilje nad sošolci, hodi v šolo z nožem ter grozi, da bo enkrat vse pobil, celo ravnatelja. Z menoj danes sta naša stalna komentatorja, novinar in zgodovinar Tino Mamić ter politični analitik Sebastijan Jeretič. Tino in Sebastijan, lepo pozdravljena. Dobro večer. Zdaj najprej preden gremo na prvo temo Marjana Šarca, bi vaju vprašal, kakšno je vajno mnenje zdaj o današnji odločitvi ustavnega sodišča glede referenduma. Bo referendum razveljavljen? Ne bo? Bomo ponavljali referendum v drugem tiru? Kaj menite, kako se bo ta stvar razpletla? Jaz mislim, da je stvar še popolnoma odprta, ker je tudi ustavno sodišče Vrhovnemu dalo nalogo, da presodi, ali so pomanjkljivosti, napake, nepravilnosti, ki so se zgodile, tako pomembne, da bi lahko bistveno vplivale na rezultat. In je zdaj seveda zelo težka naloga na Vrhovnem sodišču, da to presodi. Tukaj mislim, da je zelo pomembno tudi ločeno mnenje gospoda Jakliča, ki je poudaril, da bi ustavno sodišče moralo samo odločiti glede tega, predvsem zato, ker se izjemno mudi. Torej, če se bo zadeva še dolgo vlekla in če bo na koncu zakon celo potrjen, se zna zgodi, da se v vmesnem času nekako izgubi evropska sredstva oziroma bo treba ponovno za njih kandidirati, če bodo še na voljo. Kaj je to po tvojem mnenju, Sebastijan, dolgo vlekla? Če se bo vlekla še 3-4 mesece. Zaradi tega, ker zdaj mora sodišče na podlagi enostavnih navodil najprej presoditi, ali je vlada v kampanji delovala dovolj uravnoteženo, ali je bila preveč enostransko kampanjska, in drugič, ali je to dejstvo, torej določene morebitne nepravilnosti, kar se te kampanje tiče, tako bistveno vplivalo, da bi rezultat lahko bil drugačen, kot je. Zdaj, ustavno sodišče je v principu laično, bolj ali manj, koliko pač jaz poznam politično prepričanost ustavnih oziroma sodnikov, ampak zdi se mi, da se dogaja neka božja kazen nad vlado Mira Cerarja. Tako je drvela v ta referendum, zdaj pa je dobila nek blazen feedback. Ampak kaj takega recimo nismo pričakovali, Tino? Ja, je malo presenečenje, čeprav je po logiki stvari je to vse logično. Če razmišljaš zdravo kmečko pametjo, ti je logično. In če razmišljaš zdravo kmečko pametjo, ti je logično, da se Vrhovno sodišče nima kako odločiti kot tako, da razveljavi referendum, ker vsak 5-letni otrok, ki je spremljal kampanjo, vidi, da je vlada imela bistveno več denarja in bistveno več vpliva pri odločanju v kampanji oziroma pri vplivanju. Zdaj eno vprašanje po vajnem mnenju, ker ste pač analitika. Samo še to. Bojim pa se, da se Vrhovno sodišče ne bo tako odločilo. No, se to zaprašam, kaj bo zdaj po vajnem mnenju storilo Vrhovno sodišče? Ali se bo zdaj odločilo po črti zakona, analize tega primera v tem pravnem smislu, ali se bo odločilo preprosto politično? Ne, oni se morajo vsebinsko odločiti in presoditi. To razumem, Jaz še vedno mislim, da in potek kampanje in končni rezultat je takšen, da bi se prej nagnil v to smer, da se potrdi kljub vsemu zakon. Torej, da ne sama kampanja, ne delovanje vlade ni bilo takšno, da bi lahko rezultat bil drugačen. Vidi Kovačič je verjetno drugačnega mnenja. Verjamem, da je in verjamem, da so tudi vsi, ki so seveda nasprotovali temu zakonu takega mnenja, ampak tlele gre predvsem za vprašanje, ali bi ob drugačni kampanji oziroma ali bi brez kampanje vlade
sploh druga stran dosegla kvorum. Torej ne samo rezultat, da bi prevladal ne, ampak ali bi dosegla ustrezen kvorum. V vsakem primeru mora tukaj sodišče vsebinsko presoditi pa vprašanje, recimo, kdo bodo sodni izvedenci, kako kampanja vpliva na rezultat. Jaz mislim, da v Sloveniji nimamo sodnih izvedencev za kaj takega. Dobro, zdaj imamo še 10 minut za tisto pravo temo, ki jo imamo na dnevnem redu, tako da predlagam, da gremo na Marjana Šarca oziroma Ivana Serpentinška. No, to je zdaj v bistvu bil Marjan Šarec oziroma Ivan Serpentinšek, ki to je pravzaprav poklic, ne, kandidata avtentični poklic kandidata za predsednika vlade. Zdaj bi predlagal samo še, da pogledamo zadnjo anketo javnega mnenja, ki jo je naredila agencija Mediana za Pop TV, potem pa gremo zadevo komentirati. No, tukaj vidimo, to je zadnja anketa izpred tedna dni, vodi lista Marjana Šarca, 12,3%, pred stranko SDS, Janeza Janšo oziroma Socialnimi demokrati, vse ostale stranke pa so nekje odzadaj. Dobro, gremo zdaj nazaj k Tinutu in pa Sebastianu. Zdaj, vaju bi najprej vprašal, a so zdaj te ankete, kako bi rekel, pravične, so korektno narejene, ali gre tukaj za, bom rekel, določene politične operacije po vajnem mnenju, ker mnenja okoli tega so različna, ne? V določenih primerih so gotovo zmanipulirane ankete, ampak ne večinsko, ne vse. Je pa metodologija zelo sporna in da je to sporno, kaže tudi to, da agencije ne pokažejo... Metodologija, kaj ti govoriš o tej zadnji anketi Mediane za Pop TV? Nasploh metodologija, kako delamo javnomnenjske ankete. Ker tega javnomnenjske raziskave oziroma agencije ne povedo in ne pokažejo dokumentov. Jaz sem rekel že velikokrat, da bi zelo rad videl dokumente o prvi izstrelitvi Šarca na drugo mesto v Delu, v anketi v Delu, da bi rad videl dokumente, kje dokaze, da so oni to res izmerili. Anketa dela sicer velja med poznavalci, recimo tukaj na sceni, za najmanj verodostojno. Zdaj tukaj za to anketo pa stoji uveljavljena agencija, recimo Mediana. Ampak mene v principu zanima vajno mnenje, a vidva verjameta kot analitika tem anketam ali ne? Ankete se treba vedno razlagati, ker je tukaj recimo tako majhen delež opredeljenih, da težko odločimo. Zato bi jaz, preden lahko to komentiram, bi rad vedel, kako so delali to anketo. So to samo na stacionarnih... To pa mi zdaj ne vemo, ne? Ja, sej to je, ker oni to skrivajo kot kača noge, zato ker imajo svojo računico. Se vemo, da so javnomnenjske ankete vedno najmočnejše politično orožje. Posebej v 90-ih letih, ko je bilo zelo transparentno to dogajanje. Zdaj je malo manj, je malce bolj zapleteno in bolj skrito in več anket je, ampak vendarle mislim, da je tu ogromno manipulacije. Zdaj, manipulacij se strani koga? Tistih, ki ankete delajo ali tistih, ki ankete objavljajo? Obojih. Razlaga gre velikokrat, novinarji govorijo o trendih rasti. Trend rasti je pa ne more biti, če je recimo v 2 mesecih narasla podpora stranki 0,1%, in je to bilo recimo decembra in potem še januarja in zdaj rečemo trend rasti. Ampak naši novinarji ravno tako razlagajo. In veliko je teh, ker tu gre za statistične napake, kar je manj kot 0,5%, je dejansko ne smeš upoštevati, ker se lahko naslednji mesec statistično pojavi v drugo smer. Ampak tu gre za neko tako umetno napihovanje anket, ker se tudi ankete največkrat izkažejo kot prava blamaža pred realnimi volitvami. Čeprav Mediana je na zadnjih predsedniških volitvah zadela rezultat v nulo, bi rekli. Sebastian, kakšen je pa tvoj odnos? Verjameš recimo tej zadnji anketi, da Marjan Šarec res vodi pred Janšo oziroma Dejanom Židanom ali ne? Jaz verjamem v ankete s tem, da je treba razumeti kontekst. Torej, te ankete v obdobju daleč od volitev ne napovedujejo rezultatov, ampak kažejo neko
trenutno stanje v opredeljenem delu javnosti. Najbolj pomemben je pa drugi korak, in tukaj se strinjam s Tinotom, da ankete potem vplivajo in manipulirajo na končni rezultat, predvsem na tiste, ki se odločajo recimo zadnji mesec, zadnja 2 tedna in ki svojo odločitev temeljijo na vprašanju, kdo pa je tisti, ki bo zmagovalec. In jaz čisto verjamem, da v tem trenutku večina javnosti ponovno išče nekoga novega zaradi splošnega razočaranja v politiko in sploh ni važno, ali je to Marjan Šarec ali bi bil kdo drugi. In mislim, da iz dneva v dan bolj verjetno postaja, da bi lahko res zmagal na volitvah in bo to še najmanj odvisno od njega, od tega, ali bo predstavil sploh ljudi, s katerimi gre na volitve, ali bo predstavil eno samo točko programa, ampak to splošno nezadovoljstvo s celo politiko očitno ljudi iz volitev v volitev meče v to, da kupujejo novega mačka v žaklju in je samo vprašanje, kdo je tisti, ki zasede, dajmo reči, ekrane in naslovnice medijev, da tej neopredeljeniki politike ne spremljajo, ugotovijo, kdo je novo veliko upanje. Ne. Ampak zdaj večina komentatorjev... Eno pravilo teh anket vseh nasplošno v zadnjem desetletju ali pa zadnjih 2 desetletjih je, da SDS, ko je v opoziciji, ko je glavna opozicijska stranka, ima vedno vodi od recimo 3. meseca mandata leve vlade, je vedno v javnomnenjskih raziskavah na prvem mestu. In potem zadnje leto ali zadnjega pol leta se to obrne in pride vedno na drugo mesto. Ne? In ta preobrat se vedno zgodi recimo tistega pol leta pred volitvami, tako kot se je tukaj zgodil. Ne? Zato je treba to upoštevati in potem lahko govoriš o določenih trendih in o tem, da se Šarčeva stranka zajeda v določeno volilno telo, tudi SDS in Nove Slovenije. No, zdaj to, kar si omenil SDS oziroma za Novo Slovenijo, ne? Zakaj je zdaj velika večina komentatorjev, analitikov, novinarjev ugotavlja, da v principu Šarec pobira glasove SDS-a oziroma Nove Slovenije? No, to pa so v veliki meri manipulacije, manipulacije? Pri analizi, pri interpretaciji. Ne? Torej, zagotovo pobira tudi del tistih glasov, ampak mislim, da je analiza jasno pokazala, da osnovno jedro njegove podpore izhaja iz tistih 200 000 recimo nekih volivcev, ki skačejo iz volitev na volitve, ki so recimo nazadnje volili SMC, kar pomeni, da bi prva interpretacija morala biti, da bo Marjan Šarec požrl SMC. Videli smo, da je tudi velik del volivcev SMC SD-ja. se je precej skrčil, ne, se nekdo je mogel dobiti te glasove. Ne? Ja. Tudi pomemben del SD-ja recimo je pobral Šarec in verjetno je pobral tudi nek del SDS-a oziroma mogoče celo bivših volivcev SDS-a, ne teh aktualnih, ne, ki so mogoče pred časom bili na strani tiste stranke in to pa omogoča seveda še posebej novinarjem, ki recimo sovražijo SDS, da povlečejo ven neke interpretacije, ki pa niso resne in strokovne in ki so pretirane. Po tvoje ne drži ocena, da je Šarec v bistvu neka tiha žlahtna desnica, ali kako? Ne, jaz mislim, da je Šarec popolnoma brezbarvna politika, tako imenovana catch-all stranka, ki jemlje lahko leve, desne in ki bo pridobila vse tiste ljudi, ki so nasplošno razočarani s politiko. Tako kot je recimo Trump pobral v Ameriki nezadovoljni ljudi, kot jih kje drugot kakšen drugi lider lahko pobira, torej ljudi, ki ne gledajo ne program, ne ideologijo, zato ker sploh ne spremljajo politike. Saj mi ne vemo, kakšna je politika Marjana Šarca oziroma kaj bi njegova morebitna vlada počela Slovenijo. Kar pomeni, da lahko pobere in leve in desne vse tiste, ki so enostavno nezadovoljni s celotnim stanjem. Če pogledamo, imamo še zdaj, da možeš biti malo hitro. Ja, če pogledamo analizo predsedniških volitev na Spodnjem Gorenjskem, je dejstvo, da je tu Šarec pobiral veliko, tako pri SDS-u in pri Novi Sloveniji. In to kaže tudi zadnja anketa, ki je bila objavljena, mislim, da v Reporterju, da predvsem, da je pobral to je bila pa agencija Epicenter, da je pobral polovico glasov. To je sicer nerealno, po mojem, ampak vendarle to so trendi. On pobira po mladnim strankam. Dobro, zdaj pa zadnje vprašanje, sekundni odgovor. Ta video, ki smo ga pogledali, a si lahko tako, mislim, predstavljamo, je to lahko naš predsednik vlade ali ne? Mislim,
Doživeli smo že razne predsednike vlade, tako da mislim, raj se ne opredelim do tega. Tino se pa itak tako smeji. Kje je urad za enakopravne možnosti, kje so vsa ženska gibanja, kje je LGBT, kje so vsi ti, ki so vedno vidijo vsaki malenkosti, ki jo kdo pove po moško, tako kot smo nekoč živeli, ne? Tu pa tega sploh ne opazi. Ne? V redu, Tino, Sebastian, hvala za to, za komentarje pri tej prvi temi. Gremo na oglase, po oglasih pa nazaj v Ljubljano oziroma v osnovno šolo Poljane.